Jana Košir je odraščala v okoliščinah, v kakršnih se rojeva kriminal. V družini so bili doma alkohol, telesno nasilje in duševna zloraba. Prav nič presenetljivo ni torej, da sta prišla njena brata navzkriž z zakonom. Bolj začudenja vredno je, da je Jana uspela ubrati drugo pot. V šoli je bila tarča posmeha, ker se ni znašla. Bila je drugačna. Oče in mati sta namreč gluha, zato se je učila govoriti postopoma, na ulici, v vrtcu in seveda v šoli. Pomagali so ji tudi knjige. Mati je delala v knjigoveznici, zato je bilo na srečo doma vedno dovolj knjig. Še danes z navdušenjem sega po njih. V otroštvu pa so jo morda celo rešile, saj so v njej prebudile željo, da bi bilo znanje, ki se skriva v njih, tudi njeno. Vrstnikom se je zdela čudna, ker je marsikatero besedo napak naglasila ali je ni znala pravilno uporabiti, toda njena vedoželjnost je razlike uspešno premagovala. Ne le normalne govorice, tudi govorice rok se je morala naučiti, da je lahko pomagala staršem, kar je terjalo od nje odgovornost odrasle osebe. Veliko breme za otroka, ki ga je lažje nosila, ker je zavest, da je nekomu potrebna, utrdila občutek lastne vrednosti. Kljub temu je pod težo bremen pred koncem osemletke omagala in se zaposlila. Želja po znanju pa ni usahnila. Tudi sodelavci so jo spodbujali, naj dokonča šolo. Ko je zbrala pogum, je prišla tudi pomoč. Podprli so jo na Centru za socialno delo in v Centru za poklicno izobraževanje Cene Štupar. Potem so prišli prvi uspehi in priznanja. Dokončala je osnovno šolo in program za živilske delavce slaščičarje, kjer je dosegala same odlične ocene in bila razglašena za učenko leta. Končala je tudi srednjo agroživilsko šolo. Obiskovala je tečaj angleščine in računalništva. Njena vedoželjnost je postala nalezljiva. Za učenje je navdušila 3 sodelavke in brata, ki se je odločil za pridobitev poklica. Janini izobraževalni načrti pa še niso izpolnjeni. V življenju ima namen še veliko doseči in glede na jekleno voljo, ki jo pokazala doslej, ji bo to prav gotovo tudi uspelo.